Živijo, jaz in tisti medvedek tam zadaj imamo danes res lepo opremljeno našo sobico. Danes smo v družbi knjig, jaz sem v družbi knjig in zakaj? Rada bi vam poudarila, kako pomembno je, da že v najzgodnejšem obdobju življenja, že pri dojenčkih začnemo z prebiranjem, pripovedovanjem zgodbic. Lahko že dojenčku najmlajšemu pokažemo slikanico, kartonko, knjigico. Zakaj je to tako zelo pomembno? Zato, ker so dokazali, da če smo starši v najzgodnejšem obdobju z dojenčkom prebirali knjige in pripovedovali različne zgodbe, smo s tem potem omogočili mu, da ko je vstopil v šolo, je imel že res dobro predispozicijo za bralne sposobnosti. Pri testih so se izkazali boljši rezultati, pa tudi pismene sposobnosti so bile boljše. Tako da sami plusi, če posvetimo samo par minut na dan, pa preberemo otroku neke knjige. Tukaj zdaj za mano so knjige, ki so primerne malo za starejše otroke, recimo predšolske. Nekatere so, večinoma jih je z ekološko vsebino, pa če res to je primerno za predšolske otroke, ko že razumejo in jih lahko zelo na hitro naučimo, da recimo nekateri odpadki spadajo v določen zabojnik, da je pametno, da smo ekološki, se zavedamo, da ni fajn, da posekamo vsa drevesa zaradi papirja. Torej, v teh knjigah imamo različne teme, različne vsebine in vabim vas, da ta video z mano pogledate do konca, ker vam bom povedala res veliko zanimivih informacij za vas. Prva in res pomembna stvar, ki bi jo tukaj rada poudarila, je ta, da je seveda zelo pomemben najprej vaš odnos do zgodbe, do knjige, do česarkoli, kar pripovedujete oziroma pokažete otroku. Torej, ne vem, jaz vam danes pokažem eno res zanimivo knjigo z neko res dobro, zanimivo, kvalitetno vsebino. Vi si boste recimo to sposodili v knjižnici, boste prebrali in vam se bo zdelo nezanimivo, ne boste se najdli s to vsebino. Najbolje, da jo pač postavite nazaj na polico ali pa jo vrnete in se s tem pač ne ukvarjate. Pametno je, da dejansko, ne vem, si daste res eno tako veliko bazo knjig, malo pogledate in tisto, kar vam res paše oziroma kar vam je všeč, tisto potem preberete tudi vašemu otroku ali pa mu samo pripovedujete zgodbo, ki ste se jo prej zapomnili, ko ste jo sami prebrali. No pa pustimo zdaj to ekološko vsebino malo na strani in ker je zelo pomembno, kakšen odnos imam jaz do knjige, da jo potem lahko približam svojemu otroku, sem danes pripravila 4 ali 5 mojih najljubših knjig. Nekatere so me spremljale že v času, ko sem bila jaz otrok in so se me dotaknile in vam povem, da te knjige najraje poslušam otrok, ker jih tudi jaz sama verjetno pripovedujem z navdušenjem, s tistim nasmehom, z entuziazmom, tako da ja, pač najbolj se take vsebine potem primejo tudi na naše otroke. Prva knjiga, ki se je mene dotaknila približno, ko sem bila v 2. razredu osnovne šole, je Čarobni šal. Če jo ne poznate, vam svetujem, da si jo sposodite in mogoče preberete, lahko vam pride prav. Gre pa za deklico, ki jo je bilo vedno strah, tudi ko je bila v parku s prijatelji, kadar je bila na sprehodu, kjerkoli, vedno jo je bilo strah in potem so tudi otroci drugi so to izkoristili in seveda so jo še dražili. Dokler nekega dne ni prišla njena botra iz puščave in prinesla čarobni šal. To je bil čisto običajen šal, ampak botra, ko je dala ta šal, je zraven še nekaj čarobnega povedala. Rekla ji je, da kdor nosi ta šal, ga ni nikoli strah, ker so vanj vpletene neke take čarobne tkanine in zaradi tega ji bo ta šal dal pogum. Tako da, uganite, kaj se je zgodilo. Deklica, ko je nosila šal, je dejansko verjela, da je v tem šalu ta čarobna moč, zato jo potem ni bilo več strah. Mogoče je fajn, res, če je kakšnega otroka strah, da mogoče uporabiste to knjigo in tako zgodbo podobno, lahko pa to izkoristite seveda tudi, če je kakšen drugi problem, da ima otrok kakšnekoli težave, ki ga res bremenijo vsakodnevno in potem na takšen princip poveste mu zgodbo, ki mu bo recimo z nekim predmetom ali pa z nekim oblačilom, da mu bo to dalo neko moč. In to je res super stvarca za predšolske otroke, ki se že spopadajo z nekimi prvimi prijateljstvi, strahovi in kakršnimi koli pač drugimi težavami. Preden grem na drugo knjigo, sem se spomnila, da vam moram povedati še to. Nas so na faksu učili in verjetno ste se tudi sami srečali z nekimi informacijami, da nekatere knjige so kvalitetne,
poučne, dobre, super. Medtem ko druge knjige so pa brezvezne, imajo slabo zgodbo, nimajo nobenega sporočila, celo ilustracije so lahko, ne vem, moteče in niso dobre za razvoj otroka. Res je, obstajajo dobre knjige in slabe knjige, ampak ne vas opozorim, preden delamo mi to dobro in slabo stran, je fajn, da se zavedamo, da recimo neka knjiga, ki je sicer recimo označena kot da ni preveč kvalitetna, z njeno pomočjo, meni se je to že zgodilo v vrtcu, smo dejansko dosegli nek cilj, ki ni bil mogoče sam pristop jezikovne vzgoje otroku, ampak smo imeli to knjigo slučajno tam ali jo je celo sam prinesel v vrtec in smo s pomočjo te knjige naredili tako, da se je potem otrok počutil samozavestnega, ker drugače se je držal bolj v ozadju, in ker smo prebrali knjigo, ki jo je prinesel, smo mu dali občutek pripadnosti, samozavesti, da je tudi on pomemben, ker je to knjigo prinesel. Tako da ne se omejevati z nekimi dobro, slabo, tako in tako, ampak dajte začutiti tisti moment, in če je takrat imate neko knjigo, ki mogoče ni najboljša ali pa vam jo drugi odsvetujejo, če lahko z njo izkoristite moment, dajte ga. Tako da dajte se na svoje občutke nekako zanašati in tako boste najbolje tudi naredili. Druga, meni zelo ljuba knjiga je Mufi od Bob Grahama. Z njo sem se srečala že malo kasneje v življenju, v bistvu mi jo je podarila tašča ob neki posebni priložnosti in to je bilo daleč najboljše darilo, ki sem ga dobila. Gre pa za to, govori o drugačnosti in kako kužka ne sprejemajo zaradi njegove drugačnosti in ga celo zavračajo na različnih poteh v njegovem življenju, ampak na koncu seveda najde tudi nekaj, kar si sam želi, neko srečo, ljubezen, družino in tako naprej, tako da je super. Vi jo lahko recimo, ne vem, si sposodite in če vidite, da je primerna, jo otroku preberete, potem lahko skupaj se pogovarjata o vsebini in tako naprej. Vam povem po svojih izkušnjah, da če otroku pripovedujete zgodbo, ne da samo suhoparno recimo berete besede, tako kot pišejo po stavkih, ampak da pripovedujete, da si jo recimo, ne vem, že prej preberete, pa potem točno oziroma približno veste, kaj sledi in potem glede na to tudi pripovedujete. Aha, to se je zgodilo kužku danes. Pazi, zdaj bova pa videla, kaj se mu je pa naprej zgodilo. To otroka bolj pritegne, bolj bo poslušal in tudi zapolnil si bo besedilo. Celo se vam zna zgoditi, da vam bo naslednji dan tudi sam pripovedoval to zgodbo, ki jo je včeraj slišal od vas. Kahlica, bahlica. To sem vam predstavila že v prejšnjem videu, ki se je navezoval na temo, kako navajati dojenčka na kahlico. Če ga še niste pogledali, naročite se na moj kanal spodaj, naroči se in seveda vse videe pogledajte, ki se vam zdi, da bi vam lahko prišli prav. Torej ja, to knjigo sem omenila, to je odlična knjiga, sem se tudi z njo srečala šele potem, ko sem začela delati v vrtcu. Preko zgodbe, preko nekih pesmic lahko otroka ogromno naučimo, ga peljemo skozi različne faze, ki so trenutno aktualne. Lahko najdemo neko temo oziroma pesmico na to zgodbo in jo navežemo na njegovo problematiko. Vedno izhajamo iz otroka. Če njega zanima nekaj in se samo s tistim ukvarja cele dneve, potem to izkoristimo na nek način, da napeljemo zgodbo na tisto, kar ga zanima in ga potem po teh peljemo na tisto, kar bi ga pa mi radi naučili. In ker jaz sem tudi glasbeni tip, tako da tukaj recimo, ne vem, če pripovedujem neko zgodbo, lahko potem tudi zaigram na flavto ali pa, ne vem, zaigram na klavir to pesmico in potem pač vse skupaj poteka preko zgodbe na pesmico in tako naprej. Če niste glasbeni tip, ni problem, če poznate kakšno pesmico, tukaj jo lahko zapojete, tudi če nimate posluha, ja, to se celo priporoča. Je pa zraven priložen CD, tako da lahko pač to samo vstavite v računalnik ali v nek radio in se vam to vse skupaj samo predvaja. Tako da kam lepše, ta knjiga je res čudovita. Stavim, da ste za Palčiča že slišali. Prej je bil Hlodko, jaz sem imela Hlodka, torej imenoval se je Hlodko, zdaj pa ga je, mislim, da druga založba izdala, tako da zdaj je Palčič. Odlična, zelo lepa, takšna enostavna za pripovedovati, ima tudi zgodbo, recimo ima res veliko sliko in malo besedila, ki ga lahko res čustveno preberete oziroma pripovedujete in dejansko zgodba poteka res na nek tak logičen način
ki bo vzbudila v otroku neko pričakovanje, kaj se bo pa zdaj zgodilo, ne? Ker tukaj gre za hlodka, za palčiča, ki je dejansko izgubil pot domov oziroma se je nekako zapletel v različne zgodbe z različnimi ljudmi in živalmi in nikakor ni mogel priti nazaj domov, vedno se mu je nekaj novega zgodilo, nekaj groznega, nekaj slabega oziroma pač res to hrepenenje potem, da pride domov, je bilo veliko in na koncu vas čaka prijetno presenečenje. Tako da ja, meni zelo všeč. Zdaj, če se, tole sem jaz kupila, mislim, da sem jo naročila, od zadaj je še CD z risanko na to temo in je res zelo lepa. Seveda, če se v njej najdete, tako kot sem se jaz, in če potem otroku to pripovedujete, super. Je pa primerna tudi za mlajše otroke, lahko začnete že zelo zgodaj, verjetno vas bodo poslušali, če boste res pripovedovali s tistim entuziazmom, in pa seveda primerna je tudi za kasneje, celo za šolske otroke. No pa dajmo še eno za najmlajše omeniti. Enci, benci na kamenci, daleč najboljša knjigica za najmlajše. Že jaslični otroci so zelo radi poslušali in zelo radi so jo gledali. Ilustracija je od Zvonko Čoha, tako da veste, da so malo posebne slike, ampak otrokom izredno zanimive. Je pa to za najmlajše, predvsem zato, ker recimo imajo neko besedilo, rimano, kratko, včasih tudi ni rimano. Tako da ja, in kadar smo mi v vrtcu, ne, to zbriši, zdaj naprej. Torej, kadar imamo otroka pred sabo, sličico in mu lahko potem besedilo čisto počasi in poudarjeno povemo. Sveti trije kralji so potico pobrali bi še bika, pa niso imeli štrika, priporočam, definitivno. Še preden pa grem naprej na ekološko vsebino, ki je tudi zelo poučna in vam bo zagotovo prav prišla, ne vam povem to, da z pripovedovanjem, s prebiranjem, z listanjem začnemo že v najzgodnejšem obdobju, to je v obdobju dojenčka. Vi že z enomesečnim dojenčkom lahko veliko naredite na njegovem jezikovnem področju, recimo mu tiho prišepetavate, se z njim pogovarjate, se mu približate, se mu nasmehnete, mu poveste, kako vam je lep njegov nos, usta, oči, res iskreno mu govorite in to dejansko je dokazano, da vpliva na njegovo inteligenco in pa seveda je dokazano, da to spodbuja rast njegovih sinaps, njegovih možganskih povezav in več povezav, kot ima, bolje se uči, več si zapomni in seveda je potem tudi inteligentnejši. Tako da za več aktivnosti obiščite mojo spletno stran, tam lahko pridete tudi do jezikovnih aktivnosti, ki so primerne za dojenčke že od rojstva, pa tja tudi do 1 leta. Lahko to delate preko knjige oziroma preko pripovedovanja. Najbolje pa je še, da imate vi v svoji glavi neko zgodbo, ki se jo spomnite iz otroštva, ki vam je zelo všeč in jo takšno tudi potem svojemu dojenčku pripovedujete. No, za več aktivnosti pa kar na mojo spletno stran. No, pa poglejmo zdaj knjige za ekološko vsebino. Kot sem že prej omenila, primerne so bolj za starejše otroke, za predšolske otroke. Seveda pa, če vi vidite, da je vaš otrok že, da ga to zanima, da je sposoben sprejeti takšne informacije, mu lahko normalno, da mu lahko to pokažete že prej, oziroma še preden otrok razume neko ekologijo, neko ozaveščanje ekološko, lahko vi tudi kot navadno pripovedovanje zgodbice mu to pripovedujete, seveda lahko. No, pa začnimo z neko zbirko, ki je meni zelo všeč. Tole je Klik energija, skrbimo za naš planet. Mislim, da je to nastalo na področju nekega projekta. Lahko si jih sposodite v knjižnici, imamo pa še zadaj, vidite, še 3 iz te iste zbirke. Tukaj je energija, od zadaj so pa še odpadki, voda in zrak. Gre pa za meni osebno zelo lep način pripovedovanja, ker zelo lepo razloži, tudi tako, da otroci razumejo, kaj pomeni oziroma kaj je pomembno pri različnih teh vsebinah. Recimo, vsako jutro, ko vstanem, me že čaka obiden zajtrk, ki mi ga pripravi očka. To pa zato, ker potrebujem veliko energije za začetek novega dne. Torej, izhaja iz otroka, tako da otrok razume, pač zajtrk je pomemben za njegovo energijo
Kaj pa je pomembno še za drugo? Prenašamo težka bremena, pa tudi da mislimo. To je zelo pomembno. In tukaj se že lahko ustavite in dejansko vprašate otroka, kako to mislimo, kako to porablja energijo. Mogoče, da sam poda nekaj predlogov in mu potem na koncu, glede na to, tudi sami razložimo, kako se porablja energija, ko mislimo. In že iz zgodovine gre naprej potem in lepo razloži otroku, kako je začel potem človek naprej porabljati energijo. Mislim, da tudi kako je izumil kolo, da si je potem lahko pomagal in zmanjšal napor. In potem pa je tukaj že problematika, odkot mi dobivamo energijo za ogrevanje, za elektriko. In pa pove tudi, da so te viri, da niso obnovljivi, ampak da so nastali v zemlji že res dolgo časa nazaj in da jih bo težko nadomestiti. Tako da že vnaprej povemo otroku, da moramo biti ekološki, varčni in pa seveda, če to naučimo že majhnega otroka, bo to veliko, veliko lažje njemu sprejeti kot potem odraslemu, ko je že enkrat navajen biti potrošniški. V glavnem, super stvar in tudi tiste 3 zadej na različne načine. Vi poznate svojega otroka in veste, kaj ga bo bolj zanimalo in po kateri knjigi lahko posežete. Torej, te 4 so fajn. Spodaj v opisu lahko kliknete in prijete na mojo spletno stran. Tam bo seznam vseh teh knjig, ki jih imam danes tukaj in še kakšne več. Tako da, ker vam ne bom v videu mogla vseh povedati oziroma vseh naslovov in teh avtorjev, vas tam na moji spletni strani čaka seznam, ki si ga lahko sprintate in greste z njim v knjižnico. Tam boste potem lažje prišli do vseh teh knjig, ki bi jih radi si izposodili in jih prebrali svojemu otroku. Še ena zbirka z ekološko vsebino. Jaz imam tukaj čebele in metulje, mislim, da so še mravlje in mogoče še kaj. Zelo je v redu, ker res na tak prijazen način pove, kako živijo čebele, kaj je pomembno v njihovem življenju. V bistvu vse iz življenja čebel, ki je tudi realno in dejansko res, je pa prikazano otroku prijazno in tako, da bo razumel. Če se odločite za neko recimo tako vsebino, jo lahko obogatite s tem, da obiščete čebelarja v svojem kraju, če poznate kakšnega. Mogoče, da predlagate vzgojiteljcem, da povabijo kakšnega čebelarja, da za zajtrk pojeste med in poveste, da je to pridelek res, ki ga ustvarjajo čebele. Še nekaj drugih knjig z ekološko vsebino. Plastenka praznuje veliko noč. Ne bom vam zdaj brala tudi vseh avtorjev, tako ali tako imate celoten seznam z avtorji in z naslovi spodaj, če kliknete na mojo spletno stran in pridete do njega. Tale Doktor Medved, tale je zelo, zelo luštna pravljica. Potem imate Čarovniška šola, Kuku in srebrna riba. Tukaj so še Zeleni prijatelji, Snežno-beli hribčki, Cvetkova gmajnica. No, ene izmed teh so zelo lepo obrazložene, lahko jih boste samo enkrat prebrali oziroma pripovedovali in boste že vedeli, zakaj gre, kako otroku nekaj razložiti. Spet druge boste pa sami prebrali in potem se odločili, kako boste zgodbo pojasnili otroku oziroma kaj bo tale zgodba za vas prinesla. Tole je recimo ena taka čisto enostavna pravljica, ki pripoveduje o hribčkih, ki so najprej živeli pod morjem, nato so se pa odločili oziroma prosili, če lahko gredo nad morje in tale bog, mislim, da je bil bog morja, je dovolil samo enemu, da gre gor in tako je bil tale srečen in je vedno pripovedoval ostalim, kako lepo je nad morjem. Tako da potem se sami odločite, kaj je dejansko, kaj želite otroku povedati, kaj ga želite naučiti. Tako da jaz res predlagam, da si vnaprej preberete zgodbo, si zastavite cilj, kaj boste s to zgodbo otroka naučili oziroma kaj mu boste povedali, da je smisel zgodbe in šele na to se podate v tale projekt pripovedovanja in prebiranja. Kaj narediti recimo z neko tako zgodbo, ki ima zelo veliko besedila, vi poznate svojega otroka in veste, da več kot toliko časa, če ne bo zanimivo, ne bo sedel, ne bo poslušal. Jaz svetujem, da recimo si sami preberete tole, izluščite bistvo, zraven pripovedovanja, lahko otroka tudi nagovarjate, da recimo poglej rožice tukaj, preštej jih, poglej zajčka, ki sedi in napeljete tole
kar on gleda na to besedilo. Tako da mu bo bolj zanimivo. Zraven imate tukaj celo neka vprašanja za razmislek, ki vam lahko pomagajo pri oblikovanju, kaj boste vi želeli tega otroka naučiti. Torej imate, ali veš, da si ljudje okolje delimo z rastlinami in živalmi, katere so te živali, eno vidiš na sliki, recimo tako napeljete, in pa razmisli, recimo obišči kmeta, ki goji rastline brez kemikalij. To je zelo poučno in seveda, če imate koga v bližini, ga lahko obiščete, lahko otroku to poveste, pokažete oziroma dovolite kmetu, da tisto, česar vi ne veste, da naredi namesto vas. Recimo, imeli smo primer, mi smo šli z otroki do ekološkega otoka in tja je ravno pač tisti čas prišel smetar, ki je imel nalogo, da odnese smeti, in mi smo potem na licu mesta njega vprašali, hej, zakaj pa odnašate smeti, kam jih odnašate, kaj se s temi smetmi zgodi, tako da nam je točno tam na tistem mestu smetar odgovoril na vprašanja, ki so nas takrat zanimala. In to je bilo otrokom še bolj zanimivo, ker oni so človeku v uniformi bolj zaupali, kakor recimo meni, ki grem samo mimo in jim povem neka dejstva. Mislim, da sem vam najpomembnejše povedala. Če vas še kaj zanima, postavite mi vprašanje, lahko mi pišete tudi na tina@razvojotroka.si, sploh pa pritisnite like, če vam je bilo to všeč, in pa naročite se, če kliknete tudi zvonček, vas bo vedno opozorilo, kdaj je nov video na voljo, ki ga bom posnela še v kratkem za vas, vedno s kakšnimi zanimivimi in uporabnimi informacijami. Tako, lep dan vam želim in veliko, veliko knjig in pripovedovanja z vašimi otroci.